Mogoče ste nekateri malo presenečeni, mogoče tudi kdo razočaran, ampak veliko veselje mi je, ker sem v tem 4-letnem mandatu predvsem se trudil, da ustvarjam v tem mestu eno pozitivno pa čisto energijo. Mi je uspelo kot prvemu županu po osamosvojitvi, da sem v tem mestu združil ljudi, ki kakorkoli pozitivno mislijo in vidijo razvoj mesta, tako na levi kot na desni strani. In si upam trditi, da smo 100% realizirali program. In še več. Odločili smo se, da grem ponovno za župana, kljub temu, da mi v tem mandatu po nekaterih podtikanj in podobnih stvari ni bilo lahko. Pred nami je še veliko dela, predvsem želim vložiti energijo v kulturno prestolnico Evrope. Če je Maribor čakal 20 let na azil, če je Maribor čakal 25 ali pa 30 na lutkovno gledališče, in pred nekaj meseci sem tudi slišal, da je Maribor čakal 50 let na novo umetnostno galerijo, sodobno galerijo. Jaz mislim, da smo dokazali vse, da Maribor ne sme več čakati na umetnostno sodobno galerijo. Da bo to Maribor leta 2011 dobil. In bo. Jaz sem prepričan, da bo. Trdim, da je mesto to, kar sem obljubil skupaj z ekipo, skupaj z vsemi svetniškimi skupinami, tako z LDS-om, kot z Desusom, kot z delom SDS-a, kot z Lipo, kot stranko mladih, ljudsko stranko, gasilci, neodvisna Ujčičeva lista, lista upokojencev, Gaja Lašič kot gibanje. Vsemi temi se lahko pogovarjamo, vsemi temi lahko ustvarjamo, vsemi temi se lahko dogovorimo, da grejo projekti naprej. Imamo pa opozicijo, ki je a priori proti, ki je proti azilu, ki je proti lutkovnemu gledališču, ki je proti evropskim projektom, ki je proti knjižnici, ki je proti umetnostni galeriji. In to je SD pa Overjeva lista. Oni so proti. Glasovali so proti proračunu. Če človek ne podpre proračuna, bi danes mesto stalo. Mi ne imeli otvoritve lutkovnega gledališča v septembru. In naj mi ne govorijo, da podpirajo razvoj mesta. Ne govorijo, kako so za azil za živali, če so bili proti proračunu. Ne govorijo, da so za lutkovno gledališče. Ja, kak je lahko človek za lutkovno gledališče, če ne podpre proračuna? Ne moreš biti. In oni so a priori proti vsemu v tem mestu. In jaz jih pozivam javno, da naj malo spregledajo v tem mestu, da naj malo vidijo, kaj se dogaja v tem mestu. Da je tudi njihova naloga, da pomagajo županu. Ne glede na to, ali kritizirajo, ali glasujejo za ali proti. Če smo dobili zaupanje pred 4 leti, se sploh ne bojim, da ga ne bi tudi zdaj dobili. Za mestni svet bomo pa naredili županovo listo, kombinacijo neodvisnih kandidatov, drugih političnih opcij, ljudske stranke in vseh tistih, ki kakorkoli pozitivno mislijo.